Zemljevid Združenih držav Amerike ste videli že 1000-krat. Kaj pa, če vam povem, da ga v resnici še nikoli niste zares pogledali? Če povečate, ne bo več imelo smisla. To je tista geografija, ki vas je v šoli niso naučili. Številka 50. Poglejte v zgornji levi kot spodnjih 48 držav. Opazite tisti majhen kos zemlje, ki visi pod kanadsko mejo. To je Point Roberts v Washingtonu. ZDA in Kanada sta svojo mejo začrtali naravnost vzdolž 49. vzporednika. Toda ta čista razdelitev je po nesreči odrezala vrh polotoka. Majhen del je ostal ameriški, vendar je odrezan od preostalega dela zvezne države Washington. Ni neposredne kopenske poti do preostalega dela ameriškega ozemlja. Edini način, da pridete noter ali ven z avtomobilom, je, da se odpeljete proti severu, v Kanado, in nato ponovno vstopite v ZDA, blizu mesta Blaine. To pomeni, da mora približno 1200 Američanov prečkati 2 mednarodni meji, samo zato, da pridejo v svojo lastno zvezno državo. Komunalne storitve, kot sta voda in elektrika, prihajajo iz Kanade. In leta so se lokalni otroci vozili z avtobusom skozi drugo državo, samo zato, da so prišli v šolo. Zemljevidi imajo robove, vogale in obale. Vendar si eno mesto lasti nekaj, kar je veliko težje najti. Številka 44,9. Če bi vam rekel, da je srce Amerike na travniku, v kraju Libanon, bi mi verjeli? No, mislim na Libanon v Kansasu. V mestu s približno 200 prebivalci ni nobenega veličastnega spomenika ali turistične znamenitosti. Večino dni po makadamski cesti piha več vetra, kot pa je prometa. Točko so izračunali že leta 1918, ko so geodeti izrezali kartonski obris Združenih držav in ga uravnotežili na buciki, dokler niso našli popolnega ravnotežja. To je postalo geografsko središče države. Danes je označeno z malo več kot s ploščo in piknik mizo na travi. Večina krajev leta poskuša izstopati, ta pa je po naključju postal nepozaben. Številka 44. Nekatera mesta se leta prepirajo o tem, kako naj se imenujejo. Eno izmed njih je preprosto obupalo. V gorah zahodnega Kolorada leži brez imena. Tam živi približno 120 ljudi, tik vzhodno od Glenwood Springsa. Večina ljudi misli, da ga je poimenovala ekipa za avtoceste. Zgodba pravi, da je delavec pustil izhodno tablo prazno in ime je ostalo. To je odlična zgodba, vendar tudi napačna. Lokalni zgodovinarji imajo zapise o ljudeh, ki so tukaj živeli že v 1870-ih. Kraj je bil poimenovan dolgo pred avtocesto, potoku No Name Creek in kanjonu No Name Canyon. Cesta, na kateri je, se imenuje No Name Lane. Obstaja tudi No Name Bar and Grill. Celotno mesto s ponosom nosi to začasno ime. Včasih se najbolj znane ameriške znamenitosti začnejo s težavo, ki se je nihče ne spomni. Številka 47. Atlantic City je dom najdaljšega lesenega sprehajališča na svetu, ki se je začelo kot preprosta rešitev nadležne težave. Leta 1870 so pesek s plaže nenehno nosili v bližnje hotele. Zato je lokalni lastnik hotela predlagal, da bi ob obali zgradili leseno sprehajališče. Prva različica je bila široka le 8 čevljev, vsako zimo pa so jo delavci razstavili in deske shranili do naslednje sezone. Ideja se je izkazala za tako uspešno, da so sprehajališče nenehno širili. Dane se razteza približno 4 milje skozi Atlantic City in doseže okoli 5,5 milj, če ga povežemo s sosednjim Ventnorjem. Vse, kar je na zemljevidu ali zastavi, ne obstaja več v resničnem svetu. Številka 46. Poglejte kalifornijsko državno zastavo in videli boste grizlija, ki koraka čez sredino. Če boste iskali tega istega medveda v naravi, ga ne boste našli. Kalifornija je bila nekoč dom tisočem grizlijev, vendar so jih desetletja lova in nastavljanja pasti pripeljala do izumrtja. Zadnjega znanega medveda so ustrelili v okrožju Tulare leta 1922. Zadnje opažanje pa je bilo 2 leti kasneje v Narodnem parku Sequoia. Potem so izginili. Kalifornija je grizlija razglasila za svojo uradno državno žival šele leta 1953, skoraj 30 let potem, ko je izginil. Tako si je država za svoj simbol izbrala bitje, ki ga je že izgubila. Tudi medved na zastavi, znan kot monarh, je svoja zadnja leta preživel v mestnem živalskem vrtu. Črte na zemljevidu izgledajo trajne, vendar se narava s tem ne strinja. Številka 45. Reka Mississippi noče ostati na enem mestu. Tisoče let se je neprestano premikala, zapuščala stare kanale in ustvarjala nove. In ta pritisk se znova stopnjuje.
Tik nad Baton Rougeom v Louisiani je manjša reka, imenovana Atchafalaya, ki ponuja krajšo in strmejšo pot do Mehiškega zaliva. In voda vedno izbere najlažjo pot. To pomeni, da bi morala Mississippi že pred desetletji spremeniti svojo smer. Če bi se zgodilo, bi mesta, kot sta Baton Rouge in New Orleans, lahko ostala obstoječi mrtvici. Lokalno gospodarstvo bi se zrušilo. Vse, kar je potrebno, je velika poplava, da sproži to spremembo. Edina stvar, ki to preprečuje, je stara rečna nadzorna zgradba. Betonski sistem, ki ga je zgradil inženirski korpus ameriške vojske, da bi rekel zadržal na mestu. Nekatere največje ameriške znamenitosti niso nikoli videne. Številka 44. Nekateri najbolj dramatični vrhovi na vzhodni obali so skriti pod vodo. Veriga ugaslih vulkanov se razteza več kot 1000 milj od Nove Anglije proti Bermudom. Najstarejši medvedji podmorski vrh je prekrit s koralami, starimi več 1000 let, medtem ko nenavadna globokomorska bitja plavajo skozi mrzle vode okoli njega. Znanstveniki lahko te vrhove raziskujejo le z robotskimi podmornicami. O Marsu imamo bolj podrobne zemljevide kot o tem podvodnem območju. Veriga se je oblikovala pred milijoni let, ko je Severna Amerika drsela čez globoko žarišče v plašču, pri čemer je za seboj pustila sled gora, ki so od takrat skrite pod Atlantikom. Ko govorimo o velikosti, se nekatere okrožja v ZDA odločijo za izjemno velikost. Številka 43. Okrožje San Bernardino je vse prej kot običajno. Obsega več kot 20 000 kvadratnih milj. To pomeni, da je večje od 9 ameriških zveznih držav. V njegove meje bi lahko postavili katerokoli od naslednjih zveznih držav: Rhode Island, Delaware, Connecticut, Hawaii, New Jersey, New Hampshire, Massachusetts, Maryland in Vermont. Pa bi vam še vedno ostalo prostora. Razteza se od obrobja Los Angelesa do meje z Nevado. V nekaterih območjih mora namestnik šerifa prepotovati 100 milj, da se odzove na en sam klic. Nekatere največje čudeže države ostajajo skrite preprosto zato, ker so predaleč stran. Številka 42. Večina ljudi ne pozna največjega ameriškega deževnega gozda. To je Tongass, daleč na jugovzhodu Aljaske. Sam gozd pokriva približno 17 milijonov akrov. Njegov obseg je težko dojeti. V njegovih mejah bi lahko bila Švica ali Danska. Desetletje je bil Tongass v središču ostrega spora. Sečnja vidi v njem vir dragocenega lesa iz staroraslih gozdov, medtem ko naravovarstveniki trdijo, da teh dreves, ko jih enkrat posekamo, nikoli ne moremo zares nadomestiti. Nekatera od teh dreves so rasla že, ko je Kolumb odplul v Ameriko. Ena sama odločitev lahko oblikuje narod za stoletja. Ta odločitev je bila skoraj sprejeta drugače. Številka 41. Zdi se, kot da je bilo v Washingtonu DC vedno usojeno biti glavno mesto države. Toda po državljanski vojni je potekala resna kampanja za njegovo preselitev. Razlog za to je preprost. Glavno mesto na skrajni vzhodni obali ni imelo več smisla za državo, ki se je hitro širila proti zahodu. Mnogi so verjeli, da bi se moralo središče vlade preseliti bližje sredini države. Tako so se leta 1869 podporniki zbrali v St. Louisu in ga predstavili kot idealno zamenjavo. A do takrat je bil Washington že preveč uveljavljen. Vlada je vložila veliko denarja v zvezne stavbe, vključno z novo dokončano kupolo Kapitola. Vzhodni politiki niso bili ravno navdušeni nad tem, da bi jih zapustili. Ideja se je večkrat vračala, a je vedno doživela enako usodo. Preveč je bilo zgrajenega, preveč moči, zato je prestolnica ostala točno tam, kjer je bila. Zgodovina se ne zgodi vedno tam, kjer bi pričakovali. Včasih se začne celo v hiši iz rjavega peščenjaka. Številka 40. 1520 Sedgwick Avenue ima posebno mesto v zgodovini glasbe. 11. avgusta 1973 je najstnik po imenu Clive Campbell ali DJ Kool Herc prirejal zabavo ob začetku šole. Medtem ko je bil DJ, je opazil, da so ljudje ponoreli med kratkimi bobnarskimi vložki v pesmih. Zato je začel te premore podaljševati, tako da je uporabil 2 kopiji iste plošče in jih zankal. Ne da bi se zavedal, se je rodil hip-hop. Nihče ni imel pojma, da so priča začetku nečesa posebnega. Iz tega enega naslova v Bronxu se je cela kultura razširila po vsem planetu. Eno mesto na zemljevidu je zavedno spremenilo glasbo. In zemljevid zna po svoje pretentati tudi cele zvezne države. Številka 39. Michigan je obdan s Kanado. Na severu, vzhodu, jugu in zahodu, kamorkoli pogledaš, je Kanada.
Sliši se nemogoče, a vse je zaradi velikih jezer. Dva polotoka Michigana objemata vodo, kanadska zemlja pa se znajde skoraj na vseh straneh. Ampak to še ni najbolj nenavadno. Če se iz središča Detroita pelješ naravnost proti jugu, ne greš globje v ZDA. Prečkaš reko in prideš v Windsor, Ontario. Z drugimi besedami, Detroit dejansko leži severno od Kanade. Nobena druga zvezna država ni tako utesnjena. Vsaka nenavadna oblika na zemljevidu ima svojo zgodbo. Ta ima zelo trmastega avtorja. Številka 38. Missouri ima čudno majhno stopalo, ki visi z njegove južne meje in sega v to, kar bi moralo biti Arkansas. Ljudje temu pravijo škornjeva peta in obstaja zaradi enega trmastega lastnika zemlje, Johna Hardemana Walkerja. Ko so v začetku 19. stoletja določali meje Missourija, se je močno trudil, da bi njegova zemlja ostala znotraj države. Lobiral je pri kongresu, dokler meje niso premaknili južno, samo da bi jo vključili. Odločnost enega človeka lahko oblikuje celoten zemljevid. In nekatere znamenitosti postanejo tako slavne, da nihče ne opazi, da to v resnici ne drži. Številka 37. Vsi mislijo, da je Veliki kanjon najgloblja točka v ZDA. Peklenski kanjon poteka tik ob meji med Idaho in Oregon, ki ga je reka Snake izdolbla skozi milijone let. Od Roma do reke pade skoraj 8000 čevljev, kar je približno 2000 čevljev globje kot Veliki kanjon. A najbolj dramatične pokrajine niso vedno tiste, ki jih lahko vidiš. Številka 36. Na prvi pogled zaliv Monterey v Kaliforniji deluje mirno in spokojno. Toda pod valovi je kanjon, globok celo milijon. Kanjon Monterey se razteza skoraj 100 milj po morskem dnu in se strmo spušča v popolno temo. Kanjon se nenehno premika zaradi rednih podvodnih plazov, ki vsakih nekaj mesecev preoblikujejo morsko dno. Vse, kar se ujame v enega od njih, je lahko potegnjeno v globino. Nekatere številke zvenijo neverjetno, dokler ne vidiš dokazov. Številka 35. V Kentuckyju živi približno 4,5 milijona ljudi. Prav tako hrani približno 16 milijonov sodov starajočega se brbana. To pomeni več kot 3 sode na vsakega prebivalca. Večina ga stoji v ogromnih lesenih skladiščih, kjer so cele etaže do stropa naložene s sodi iz destilarn, kot sta Jim Beam in Maker's Mark. Ta skladišča se raztezajo po vsej državi in spreminjajo majhna podeželska območja v svetovno industrijo, ki prispeva približno $9 milijard letno v državno gospodarstvo. In v tihih nočeh blizu skladišča lahko dejansko zavohate, kako viski izhlapeva v zrak, kar je znano kot angelov delež. Večina krajev se prilagodi geografiji. Ta kraj pa je namesto tega prilagodil uro. Številka 34. Nevada uporablja pacifiški čas, razen enega majhnega mesta. West Wendover leži tik ob meji z Utahom in si nastavi ure na gorski čas. To ga postavi celo uro pred preostalo Nevado. Razlog je denar. West Wendover je kazino mesto sredi prazne puščave. Skoraj vsi njegovi igralci prihajajo iz Salt Lake Cityja čez mejo v Utahu. Toda leta je bila ura za svojimi glavnimi strankami, kar je povzročalo stalne težave. Časi zapiranja, vozni redi avtobusov in največje ure za igre na srečo se nikoli niso povsem ujemali. Zato je mesto leta 1999 zaprosilo za spremembo časovnega pasu, da bi se ujemalo s svojimi strankami. In to je bilo odobreno. Zdaj je West Wendover mesto iger na srečo in državna zanimivost. Toda nekateri deli ameriške zgodovine se zgodijo na najbolj nepomembne načine. Številka 33. Zvezde in črte so precej ikonične. Ampak ali ste vedeli, da se je trenutna zastava s 50 zvezdami začela kot šolski projekt? Leta 1958 je 17-letni Robert G. Heft oddal ta dizajn kot del naloge za zgodovino in dobil oceno B-. Učitelj je opozoril, da je bilo takrat le 48 zvezdnih držav. Ampak Robert je verjel v svojo zastavo. Njegov učitelj mu je rekel, da če bo zastavo sprejel kongres, bo dobil oceno A. Tako je imel Robert nov projekt. Svojo zastavo je poslal lokalnemu senatorju in začel kampanjo, da bi jo sprejeli. 2 leti kasneje sta Aljaska in Havaji postali zvezni državi. Zgodovina je dohitela dizajn in Robert Heft je dobil svojo oceno A. Danes je zastava s 50 zvezdami najdlje uporabljena različica v zgodovini države. Ni slabo za šolski projekt. Nekatere spremembe opazimo šele po letih, druge pridejo nenadoma. Številka 32.
Leta 1932 se je celo mesto zbudilo v drugi zvezni državi. Mesto je bilo Texoma, napol v Teksasu, napol v Oklahomi. Njegovo ime dobesedno združuje obe državi. Leta je meja potekala naravnost skozi mesto. Potem je nova izmera pokazala, da je bila črta napačna. Tako se je čez noč meja premaknila proti jugu. Nenadoma so bila banka, pošta in večina podjetij v povsem drugi zvezni državi. Tudi danes isti šolski okoliš pokriva obe strani. Šolari lahko iz učilnice v Oklahomi odidejo na športno igrišče v Teksasu in prečkajo mejo med državama, ne da bi to sploh opazili. Številka 31. ZDA nimajo uradnega jezika. To je zato, ker kongres ni želel odtujiti prvih državljanov, ki so govorili nemško, nizozemsko ali francosko. Angleščina je bila preprosto skupni jezik. Tako je ostalo do 1. marca 2025, ko je predsednik Donald Trump podpisal izvršni ukaz, s katerim je angleščino razglasil za uradni jezik Združenih držav. Čeprav to ni zakon, morajo zvezne agencije v svojih vsakodnevnih dejavnostih uporabljati angleščino. Nekatere najbolj zmedene ameriške zgodbe pa sploh niso delo človeka. Številka 30. V severovzhodni Utahu reka Green River ne upošteva terena. Namesto da bi tekla okoli gorovja Uinta, teče naravnost skozenj. Dolga leta nihče ni vedel, kako je to mogoče. Potem so raziskovalci v začetku leta 2026 razvozlali skrivnost. Gosta masa kamnin se je pogreznila globoko pod zemljo in s seboj potegnila tudi gore. Reka je ostala na svoji prvotni poti in ves čas rezala isto strugo. Nato so se vrhovi ponovno dvignili okoli nje. Včasih geologija ne potrebuje tisočletij, da spremeni pokrajino. To lahko stori v nekaj dneh. Številka 29. Razbrazdane skalnate goličave vzhodnega Washingtona izgledajo kot drug planet. Večina regije je kmetijska zemlja, toda tukaj je pusta divjina. Pečine padajo več 100 metrov globoko. Veliki slapovi so presahnili. Pravzaprav je bil eden večji od niagarskih slapov. Celotno območje je zaznamovano s suhimi poplavnimi kanali, soteskami in slapovi. Desetletja so geologi vztrajali, da je nastalo počasi. En znanstvenik, J. Harlan Bretz, se s tem ni strinjal. Trdil je, da je vse naenkrat ustvarila katastrofalna poplava. In imel je prav. Ob koncu zadnje ledene dobe je ogromno jezero znova in znova prebilo svojo ledeno pregrado. Ogromni valovi vode so drveli čez pokrajino, v nekaj dneh odnesli prst in razkrili golo skalo. Desetletja kasneje je Bretz prejel Penrosejevo medaljo, najvišje priznanje v geologiji, 2 leti preden je umrl pri 98 letih. Včasih je najbolj znana različica zgodovine tudi najmanj natančna. Številka 28. Hollywood prikazuje kavboje kot samotne figure, ki tavajo po prerijah. Prava zgodba pa je veliko bolj zanimiva. Po državljanski vojni so se črede goveda množično premikale iz Teksasa proti severu, proti železnicam. Na mnogih teh poteh je bil vsak četrti kavboj temnopolt. Nekateri izmed njih so se rodili v suženjstvu in so postali najboljši konjeniki na prerijah. Na vrhuncu teh poti je na pašnikih delalo od 5 do 9 tisoč temnopoltih kavbojev, ki so ukrotili govedo. Temnopolti kavboj po imenu Bill Pickett je izumil rodeo tehniko, znano kot podiranje telet, ki se izvaja še danes. Bil je tudi prvi temnopolti kavbojski zvezdnik, ki se je pojavil v filmih v 20 letih prejšnjega stoletja. Drugi, Bass Reeves, je pobegnil iz suženjstva in postal namestnik ameriškega maršala. Ni vsak kraj v ZDA skrbno poimenovan. Nekatera mesta nastanejo, ko vsi obupajo. Številka 27. V Severni Karolini je mesto, ki se imenuje Zakaj ne? In ime je nastalo iz čiste frustracije. Ko so se domačini zbrali, da bi poimenovali mesto, je vsak predlog sprožil nov prepir. Minevale so ure in nihče se ni mogel dogovoriti. Na koncu je en izčrpan prebivalec vrgel roke v zrak in rekel: zakaj ga pa ne bi kar poimenovali Zakaj ne? Soba se je strinjala in to je bilo to. Obiskovalci se redno ustavljajo, da fotografirajo tablo z imenom mesta, preden nadaljujejo proti bližnjemu mestu Ira v Severni Karolini. Včasih se najboljša imena mest zgodijo po naključju. ZDA so znane po svoji ljubezni do hitre hrane. Zato je naslednji primer tako presenetljiv. Številka 2. 6. McDonald's je ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu. Tako zelo, da se zdi, kot da je na vsakem vogalu. Po vsej državi je več kot 13 tisoč lokacij. Vendar jih ameriške knjižnice še vedno prekašajo z več kot 17 tisoč podružnicami in potujočimi knjižnicami.
Za vsak par zlatih lokov obstaja več kot ena knjižnica. In v nekaterih skupnostih so več kot le kraji, kjer si izposodiš knjigo. Nekatere posojajo orodje, semena, ribiške palice in teleskope. Tega v otroškem obroku ne dobiš. Imaš kakšno idejo, katero je najbolj priljubljeno ime mesta v ZDA? Poglejmo skupaj. Številka 25. Če bi se odločil obiskati vsako mesto v ZDA z imenom Washington, bi ti to vzelo skoraj 3 mesece. Z 88 mesti z imenom Washington po vsej državi je to daleč najbolj pogosto ime mesta v Ameriki. Kar se je začelo kot domoljubna poklonitev, se je spremenilo v vsedržavni trend, ki se nikoli zares ni ustavil. Na drugem mestu je Springfield s 41 mesti. Tako še več. Kot 200 let kasneje, George Washington še vedno oblikuje Ameriko. Nekateri kraji si svoje ime prislužijo skozi zgodovino, drugi pa skozi odnos. Številka 24. Da prideš do Alme v Koloradu, se moraš povzpeti. Na skoraj 10.600 čevljih nadmorske višine je Alma v Koloradu najvišje ležeče uradno registrirano mestece v Ameriki. Tam celo leto živi približno 300 ljudi, ki se spopadajo z redkim zrakom in ostrimi zimami. Glavna ulica leži višje kot vrh gore Mitchell, najvišje gore vzhodno od reke Mississippi, in to za skoraj 4000 čevljev. Tudi lokalni bar trdi, da je najvišji bar v Ameriki, kjer obiskovalci hitro ugotovijo, da zaradi nadmorske višine eno pivo udari kot 3. Vsako mesto ima svoj začetek. Naslednje se je začelo z igro na srečo. Številka 23. Show Low, Arizona je dobil ime po igri s kartami na visoke stave. Dva rančarja sta se sprla in nista mogla odločiti, kdo bo dobil ranč. Namesto da bi se prepirala na sodišču, sta spor rešila z enim samim vlečenjem karte. Ranč bi dobil tisti, ki bi potegnil najnižjo karto. En moški je obrnil dvojko križev in osvojil vse. Poraženec je odjezdil proč, zmagovalna kombinacija pa je prihodnjemu mestu dala ime. Danes se glavna cesta imenuje Dvojka križev. Dvojka križev pa se pojavlja na znakih po vsem mestu. Pravijo, da življenje vedno najde pot. In ta naslednja lokacija to dokazuje. Številka 22. V puščavi Nevade ozka razpoka v skali vodi do globoke poplavljene jame, imenovane Hudičeva luknja. In tam živi en prebivalec. Hudičevska luknjičarka. Te ribe so izjemno redke in jih ni mogoče najti nikjer drugje na svetu. Celotna vrsta je odvisna od ozkega pasu s soncem obsijane vode ob robu prepada. Danes je ostalo le približno 200 primerkov ekstremne podnebne spremembe pa ogrožajo jato z izumrtjem. Večina skupnosti se prilagodi zemlji pod seboj. Ena pa se je odločila, da je lažje, če se premakne. Številka 21. V zgodnjih 1800 letih so rudarji neposredno pod mestom Hibbing v Minnesoti odkrili eno najbogatejših železnih rud na svetu. To je bilo tako dragoceno odkritje, da so ga morali pridobiti. Zato se je mesto preselilo. Delavci so dvignili hiše, hotele in celo šole na valje. Konji in parni stroji so vlekli cele stavbe skoraj 3 km do nove lokacije. Nato so rudarji izkopali staro mesto. Selitev je trajala leta, vendar veliko teh stavb še danes stoji. Ledena doba je preoblikovala celino. Nekako je en del ostal nedotaknjen. Številka 20. Med zadnjo ledeno dobo so ledeniki preorali večji del zgornjega srednjega zahoda, vendar so eno območje popolnoma zgrešili. To območje, znano kot Driftless Area, se razteza čez dele Wisconsina, Minnesota, Iowa in Illinois. Medtem ko so ledeniki sploščili okoliško pokrajino, se je led razcepil in tekel okoli tega območja. Strmi bregovi so nadomestili ravna polja. Globoke doline režejo skozi hribe. Hladni potoči s postrvmi, skrite jame in apnenčevi izviri so razpršeni po celotnem območju. To je velik kontrast v primerjavi s koruznimi polji, ki ga obdajajo. Nekateri kraji v ZDA svoje ime jemljejo dobesedno. Številka 19. Dobrodošli pri vratah smrti. Ozek preliv povezuje Green Bay z jezerom Michigan, poln je močnih tokov in skritih grebenov. Če dodamo še nenadne nevihte, je ta prehod hitro postal pokopališče za ladje. Francoski mornarji so se ga tako bali, da so ga poimenovali Port de Mort, oziroma Vrata smrti. Danes prehod varujejo svetilniki, a razbitine ladij še vedno ležijo pod valovi. Nikoli ne bi smeli soditi stvari po videzu. Naslednji primer to zagotovo dokazuje. Številka 18.
Veliko temačno močvirje se razteza čez Virginijo in Severno Karolino. Globoko v njem pa leži jezero Drummond, naravno jezero, polno temne, čajasto obarvane vode. Ta motna voda se je izkazala za dragoceno. Na lesenih jadrnicah je voda pogosto postala neuporabna v nekaj tednih. Toda voda, vzeta iz tega močvirja, je ostala sveža več mesecev. Naravni tanini iz cipres in brinov so upočasnili rast bakterij. Zato je močvirje postalo zanesljiv vir pitne vode za dolga potovanja. Kasneje je George Washington poskušal močvirje izsušiti za kmetijska zemljišča, pobegli sužnji pa so na njegovih osamljenih otokih zgradili skupnosti. Nekaj krajev je takih, kot da bi narava po nesreči zamenjala navodila. Številka 17. Blizu Buffala v New Yorku majhen slap skriva večni plamen. Naravni plin pronica skozi razpoke v skali in napaja ogenj, skrit v naravni vdolbini. Plamen je visok le nekaj centimetrov, vendar gori le nekaj metrov stran od tekoče vode. Znanstveniki so še vedno zmedeni, saj je okoliška skala hladnejša kot na večini krajev, kjer se pojavljajo naravni plameni. Plamen se občasno ugasne in ko se to zgodi, ga mimoidoči pohodniki ponovno prižgejo. Mislite, da veste, koliko je velikih jezer? Premislite še enkrat. Številka 16. 18 dni leta 1998 so imele Združene države Amerike uradno 6 velikih jezer. Jezero Champlain v Vermontu je dobilo ta naziv, potem ko je senator vnesel določbo v zvezni zakon. Predsednik Clinton je zakon podpisal in nenadoma so slavna velika jezera dobila novega člana. Odziv je bil takojšen. Champlain je bil precej manjši od katerega koli od obstoječih 5 in zakonodajalci iz Srednjega zahoda niso bili zadovoljni, da morajo deliti klub. Samo 18 dni kasneje je kongres odločitev razveljavil. Jezero Champlain je izgubilo svoj status, vendar je Vermont obdržal zvezna sredstva, ki so prišla z njim. Torej je bil vsaj nekakšen bonus. Zgodovina je polna dramatičnih trenutkov. Ta zgodba govori o tem, kaj se je zgodilo potem, ko so vsi prenehali posvečati pozornost. Številka 15. Leta 1861 je majhna skupnost v New Yorku sprejela veliko odločitev. Townline je glasoval, da zapusti Združene države in podpre konfederacijo. To je bila poteza, ki ni imela veliko smisla. Mesto je ležalo blizu Buffala, približno 1000 milj od juga. Medtem ko je vojna divjala, so bili ljudje zaposleni z razpadanjem države. Zato so vsi pozabili na svojo zvestobo. Minila so desetletja in Townline se nikoli uradno ni ponovno pridružil Uniji. Šele 85 let kasneje, leta 1946, je nekdo postavil vprašanje. Predsednik Truman je celo poslal pismo, v katerem je spodbudil prebivalce, naj to rešijo. Tako so meščani glasovali in se odločili za ponovno priključitev. Včasih lahko problem nastaja tisoče let. Številka 14. Voda priteka v veliko slano jezero v Utahu in ne odteka. Tako vsaka reka, ki se vanj izliva, za seboj pusti minerale. In ker jezero nima iztoka v ocean, ti minerali nikoli ne izginejo. Voda izhlapi, sol pa ostane. V tisočih letih je jezero postalo veliko bolj slano kot morje. Plavalci lahko poskakujejo po vodi kot plutovinasti zamaški. Skoraj nič ne preživi tam, razen slanih rakcev. Potem je tu še železniški nasip, ki prereže jezero na pol. Ker se obe strani komaj da mešata, je ena pogosto modro-zelena, druga pa postane svetlo-rožnata. Toda vsi ti minerali prinašajo veliko težavo. Do sredine 20 let tega stoletja se je jezero skrčilo na rekordno nizko raven. Izpostavljeno jezersko dno je začelo pošiljati s prahom prepojenim z arzenom proti Salt Lake Cityju, zaradi česar so morali uradniki to spremljati kot vremensko grožnjo. Z večanjem izkoriščanja mineralov se bodo razmere samo še poslabšale. Včasih pa narava rada stvari premeša. Številka 13. Mono jezero v Kaliforniji je ustvarilo gozd iz kamna. Z minerali bogati izviri brbotajo skozi jezersko dno in ustvarjajo nenavadne apnenčaste stolpe, imenovane tufa. Stoletja so rasli pod površjem, skriti očem. Nato je Los Angeles preusmeril potoke, ki so napajali jezero. Ko je raven vode padla, so se stolpi pojavili na površju in ustvarili celoten kamniti gozd. Sčasoma je sodišče odredilo Los Angelesu, naj zmanjša preusmerjanje vode in jezero je začelo znova naraščati. Večina katastrof se zgodi v enem samem dnevu, a ta naslednja je trajala več generacij. Številka 12.
Pred stoletjem je bil otok Hollandija uspešna skupnost v zalivu Chesapeake v Marylandu. Skoraj 360 prebivalci je imel vse, kar so potrebovali: domove, trgovine, cerkev, šolo in bejzbolsko ekipo. Danes ga skoraj ni več. Otok je ležal na mehkem blatu in glini, zaliv pa ga je počasi požiral. Družine so začele ena za drugo prevažati svoje lesene hiše na celino, ko se je mesto manjšalo. Ena hiša je zdržala dlje kot ostale. Njen lastnik jo je obdal s vrečami peska, da bi zadržal vodo zunaj. Potem pa je leta 2010 zadnja hiša na otoku Holland propadla v zaliv. Ob oseki iz vode še vedno štrlijo nekateri razpokani nagrobniki tam, kjer je nekoč stal cerkveni vrt. Malo skrivnosti je bolj frustrirajočih kot dokazi brez razlage. Številka 11. Na Racetrack Playa v dolini smrti se težki kamni sami premikajo čez puščavo in za seboj puščajo dolge vijugaste sledi. Nekateri izmed njih tehtajo več 100 funtov, a kljub temu brez napora drsijo čez suho blato. Desetletja tega nihče ni znal razložiti. Ni bilo nobenih stopinj, nobenih šaljivcev, le kamni, ki so se premikali čez prazno jezersko dno. Ljudje so krivili močan veter, magnetne sile, celo vesoljce. Potem so leta 2014 znanstveniki to ujeli pri delu. Po dežju se čez noč oblikujejo tanke plasti ledu. Do jutra se led razbije in plava po spolzkem blatu. Tudi rahel vetrič ga lahko potisne, kamni pa gredo zraven. Naslednje, najmanjše skupnosti, pogosto spremlja grozljiva zgodba. Številka 10. Okrožje Kalawao na Havajih ima danes manj kot 100 prebivalcev. Več kot stoletje to ni bila izbira in nihče ni smel oditi. Več kot stoletje je služilo kot kolonija gobavcev. Bolnike so odvzeli njihovim družinam in jih poslali sem. Belgijski duhovnik po imenu oče Damian je prišel skrbeti za bolnike. Ostal je več let, preden se je sam okužil z boleznijo in tam nazadnje umrl. Več kot stoletje kasneje je bil razglašen za svetnika. Ko mesto nekaj potrebuje, bo naredilo vse, da to dobi. Številka 9. Leta 1938 je Massachusetts izbrisal 4 mesta z zemljevida: Dana, Enfield, Greenwich in Prescott. Vsa so izginila. Boston je potreboval več vode. Zato je država poplavila celo dolino, da bi ustvarila rezervoar Quabbin. Družine so bile prisiljene zapustiti domove, ki so jih zgradili njihovi predniki. Stavbe so bile porušene, pokopališča pa izkopana. Tudi mrtvi so se morali preseliti. Nato so dolino zaprli in jo pustili, da se napolni. Danes rezervoar oskrbuje z vodo za pitje milijone ljudi okoli Bostona. V posebej suhih letih pa so vidne stare ceste in kamniti temelji. Včasih je najboljši način za razumevanje zemljevida, da ga pogledamo od zgoraj. Številka 8. Večina ljudi si Georgio predstavlja kot valovito kmetijsko pokrajino in breskove nasade. Potem pa zagledajo Brasstown Bald. Z skoraj 1500 metri nadmorske višine je to najvišja točka v zvezni državi. Ob jasnem dnevu lahko naenkrat vidiš 4 zvezne države: Georgio, Tennessee, Severno Karolino in Južno Karolino. Včasih lahko ljudje opazijo Atlanto skoraj 130 km stran. Videz je lahko varljiv in v naslednjem primeru je zelo varljiv. Številka 7. Pando izgleda kot gozd, vendar to ni. Na približno 40 hektarjih pobočja v Utahu raste okoli 47.000 trepetlik. Vsako deblo je genetsko enako in povezano z enim samim podzemnim koreninskim sistemom. Ogromen gozd je en sam živ organizem. Znanstveniki verjamejo, da so njegove korenine preživele tisoče let. Po teži je morda najtežje živo bitje na Zemlji. Težje od modrega kita ali orjaške sekvoje, vendar je ogroženo. Jeleni, suša in bolezni ga počasi izčrpavajo. To je privedlo do prizadevanj za ohranitev in ustvarjanja zaščitenih območij, kjer mladi poganjki ponovno rastejo. Ni vse preživelo ledene dobe. Nekatere stvari preprosto nočejo oditi. Številka 6. Najvišja gora Virginije skriva izgubljen gozd. Blizu vrha gore, Rogers je območje smrek in jev. To je vrsta gozda, ki bi ga pričakovali več 100 milj severneje v Kanadi. Je ostanek iz ledene dobe. Ko so se ledeniki umaknili, je večina teh hladnoljubnih gozdov izginila z juga. Toda gora Rogers je ostala dovolj hladna, da je ohranila majhen preostanek gozda. Danes pohodniki na Apalaški poti zapustijo gozdove listavcev in se nenadoma znajdejo obdani z drevesi, ki spominjajo na severno divjino. Večina mest in mestec je zasnovanih za trgovino, promet ali rast.
To mesto pa je imelo povsem drugačen cilj. Številka 5. Brezskrbna Arizona svoje ime jemlje resno. Njene ulice vključujejo Easy Street, Poham Road in Nonchalant Avenue. Celotno mesto je bilo zasnovano z namenom upočasnitve življenja. Razvijalci so ga zgradili v 50. letih kot umik pred mestnim življenjem in tema se je obdržala. Dajanje navodil za pot tukaj zveni kot šala. Zavij levo na Easy Street, nato desno na Tranquil Trail. Razen da je to dejansko pot. To pa ni edina posebnost. Središče mesta ima eno največjih sončnih ur na zahodni polobli. Vsake toliko časa lahko ena napaka sproži verižno reakcijo, ki je nihče ni mogel predvideti. Številka 4. Leta 1980 je ekipa za vrtanje nafte prebila dno jezera Payne v Louisiani in odkrila rudnik soli. V trenutku, ko je sveder prebil dno, se je jezero začelo prazniti. Oblikoval se je ogromen vrtinec, ki je pogoltnil vrtalno napravo, nato še barže, drevesa in del bližnjega otoka. Celo kanal je spremenil smer in stekel nazaj v nastajajočo luknjo. Za kratek trenutek je tok ustvaril najvišji slap v Louisiani. Na srečo nihče ni umrl. Ko se je kaos končal, je jezero Payne postalo najgloblje jezero v državi. Nekateri dosežki pa imajo poleg sebe zvezdico. Številka 3. Najvišje točke v večini zveznih držav so na vrhu gore, razen v Connecticutu. Njegova najvišja točka se nahaja na pobočju gore Frizzle. Pravi vrh leži tik čez mejo v Massachusettsu. Tako najvišja točka Connecticuta pripada gori v drugi zvezni državi. To je malo tako, kot da bi se hvalil, da imaš najvišjo stavbo v mestu, čeprav imaš v lasti samo 3. nadstropje. Vsaka kultura ima svoje zgodbe in legende. Včasih pa imajo tudi resnično osnovo. Na drugem mestu, skozi generacije so staroselci pripovedovali zgodbo o naravnem mostu, ki je prečkal reko Columbia. Ljudje naj bi lahko prečkali reko po suhem. Mnogim se je to zdelo kot mit. Nato so geologi odkrili dokaze o ogromnem zemeljskem plazu, ki je nekoč popolnoma zajezil reko. Ostanki so ustvarili naravno pregrado, tako veliko, da so ljudje lahko prečkali reko Columbia peš. Sčasoma je reka prebila pregrado in si povrnila svojo strugo, most pa je izginil. Toda spomin ostaja. Danes na skoraj istem mestu stoji jekleni most. Kljub temu, da živimo v povezanem svetu, obstaja še vedno kraj, kjer sodobni svet izgine. Na prvem mestu, najbolj oddaljena lokacija v celinskih 48 zveznih državah, leži globoko v Yellowstoneu. Toda priti tja ni enostavno. Območje, znano kot Thoroughfare, je najbolj oddaljena točka od katerekoli ceste v Ameriki. Da pridete do tja, je potrebna več kot 32 km dolga hoja skozi divjino. Ni signala za mobilni telefon ali postaj čuvajev. Prav tako ni enostavne poti ven. Pot prečka reke, odprte travnike, goste gozdove in nekatera območja z največjo koncentracijo grizlije v državi. Čuvaji parka morajo do tja priti na konjih, potovanje pa traja 2 dneva. V državi, povezani z avtocestami, letališči in mobilnimi stolpi, območje Thoroughfare ostaja nekaj redkega. Kraj, kjer si resnično prepuščen sam sebi. Hvala, ker ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. In če želite videti več takšnih videov, vas prosim, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič v oddaji Map Pack.